Lepo pozdravljeni v tokratni oddaji, kjer nam bo novice iz parlamenta predstavil gospod Franc Props. Lepo pozdravljeni. Lep pozdrav vam in seveda vašim gledalkam in gledalcem. V parlamentu je v zadnjem času tekla beseda kar veliko na temo zdravstva. In sicer sprejeli ste nov zakon o zdravstvenem zavarovanju in pa digitalizaciji zdravstva. Ja, zdravstvo je, eno od ključnih teh zavez, ki jih je sedanja vlada oziroma vladajoča koalicija sprejela ob nastopu mandata in v tej smeri seveda se tudi sedaj podlage oziroma zakonski okviri ustrezno urejajo, zato da to naše zdravstvo, ki je 30 let bilo enostavno, prepuščeno samo sebi, postavimo na novo, glede na to, da to zahteva prvič, dolgoživa družba, drugič pa zagotovo tudi, proces, ki 30 let teče na enak način ali pa vsaj 20 let in ni bil spremenjen, prinaša za sabo tudi, to, čemur smo zdaj priča, daljše čakalne vrste, težja dostopnost do zdravnikov, ki so specialisti, pomanjkanje zdravnikov in pa, tudi vodenje evidenc, ki niso pač take, da bi lahko o pacientu, ki mora biti središče zdravstvene reforme, imeli vse podatke na enem mestu. Tako da zakon o digitalizaciji v zdravstvu in seveda tudi zakon o zdravstvenem zavarovanju, kjer prenašamo sedanjo prostovoljno zdravstveno zavarovanje na Zavod za zdravstveno zavarovanje in bo postal obvezni prispevek, sta namenjena temu, da te stvari na prvem koraku urejamo, v naslednjem koraku bo pa seveda tudi potrebno urediti ostalo, v bistvu na novo postaviti okvire za delovanje zdravstvene zavarovalnice kot take in potem seveda pogledati, kakšni bodo učinki teh ukrepov. Kdaj pa lahko pričakujemo vse te? Glejte, zakon o digitalizaciji začne veljati v začetku leta 2024, enako zakon o zdravstvenem zavarovanju. Zakon o Zavodu za zdravstveno zavarovanje oziroma o njegovem preoblikovanju pa je sedaj v fazi sprejemanja in bomo pač počakali, ko bo v jeseni ta stvar šla iz mize na zakonodajnem delu, kako bo potem stvar se realizirala v času in prostoru, bomo pa potem več vedeli. V tem tednu pa sprejemate še en zakon? Ja, v tem tednu sprejemamo zakon o umeščanju naprav za proizvodnjo obnovljivih virov energije v prostor, in sicer fotovoltaike in vetrne energije in za proizvodnjo vetrne energije. Ta zakon bo pa sedaj v bistvu zaprl te, praznine, ki so se v resnici pokazale, da obstajajo, in bo pač nas poskušal urediti stvari na način, da bo umeščanje teh naprav v prostor lahko teklo bistveno hitreje in bolj pospešeno, s čimer bomo se poskušali približati tem povprečjem, ki jih z obnovljivimi viri energije dosega Evropa oziroma nam primerljive države. Mi smo namreč z slabimi 5% vetrne in pa praktično ni sončne energije, pa precej daleč, od ostalih držav v Evropski uniji. Pa se bo ta zakon navezoval bolj za te velike elektrarne? Ja, tukaj gre pač za elektrarne. Že zdaj je bilo mogoče fotovoltaiko, v omejenem obsegu postavljati in jo tudi ni vedno, pa seveda je zdaj ključna stvar je ta, da se lahko ta infrastruktura, ki bo služila proizvodnji električne energije s pomočjo fotovoltaičnih modulov, postavlja ob cestah, na teh degradiranih območjih, kar do sedaj v resnici nismo uspeli izvajati oziroma postavljati na teh mestih, ki bodo potem omogočila, da bomo s to proizvodnjo šli na
večje obsege, kot smo to počeli do sedaj. Sprejeli pa ste tudi celostni prostorski načrt. Ja, v tem mesecu je bila v Državnem zboru tudi obravnavana resolucija o celostnem prostorskem načrtovanju do leta 2050. Njeni glavni poudarki so v tem, da je Slovenija pred izzivi, ki so vezani predvsem na to infrastrukturno področje, ker imamo z to centralizacijo znotraj večjih središč mestnih velike težave v pretočnosti prometa in cilj, bom rekel, ki ga zasledujemo z to resolucijo ali pa s temi podlagami, je, da se Slovenija začne policentrično razvijati, da se, bom rekel, ta urbana področja seveda ustrezno rešujejo, kar se tiče te prometnih in ostalih zagad, tudi s tem, da se bodo na ruralnih ali pa, bom rekel, primestnih območjih razvijale določene dejavnosti, ki bodo prispevale k temu, da bo manj obremenjeno, bom rekel, to infrastrukturno omrežje znotraj teh ožjih središč. Naslavlja seveda ta prostorska strategija tudi ta del, da so območja, ki so bolj izpostavljena sedaj demografskim tveganjem, kot so obmejna območja, gorska območja, podeželska območja, tudi da se na njih zagotovi infrastruktura, ki bo omogočala, da bodo prebivalci tam ostali in pa seveda, da bo imeli ne samo, da ostanejo, ampak da bo imeli priložnost tudi za razvoj in pa pač dosegati standard, ki se pričakuje, da ga v današnjem času ljudje imamo, ne glede na to, kje živimo, ali živimo na podeželju ali mestu. V zadnjem času pa je tekla tudi beseda o prodaji športne loterije. Ja, pred kakšnim mesecem v bistvu so prišle novice, da je na Ministrstvu za finance bilo naslovljeno s strani 2 potencialnih kandidatov za nakup športne loterije vloga za izdajo soglasja. Na odboru za finance v Državnem zboru smo o tem razpravljali in ste vzeli stališče, da je prodaja športne loterije v bistvu stvar, ki je neprimerna, najbolj mili obliki besede. Predvsem gre za to, da je ta športna loterija pred 30 in več leti nastala iz tega projekta podpore slovenskim športnikom Podarim, dobim, in ta, bom rekel, zlatnina ali pa srebrnina slovenska je bila takrat seveda dana v upravljanje parim organizacijam, med njimi Olimpijskemu komiteju. Nogometna zveza Slovenije je kupila svoj delež od enega od teh, ki so to dobili, in pa še nekaterim od njih, in sedaj pač so se 2 ali 3 od njih odločili, da bi šli v prodajni postopek, kar pa pomeni večje tveganje potem seveda tudi za financiranje športa, na kar je opozorila ta Slovenska fundacija za šport. In tukaj je parlament v bistvu samo v vlogi nekega priporočila lahko se do tega, da se ta postopek stavi, zavzel zelo jasno stališče. Je pa seveda zdaj zadnje informacije so od par dni nazaj, da sta ta 2 potencialna kupca začasno umaknila vlogo za izdajo soglasja na Ministrstvu za finance, kar pomeni, da začasno ta postopek stoji. In jaz upam, da tudi bo toliko, bom rekel, tega razuma in pa tudi razumevanja na koncev pomena športa v Sloveniji in tudi financiranja športa strani, bom rekel, sredstev, ki jih ta športna loterija daje, tako prepoznano tudi pri teh ljudeh, ki o tem odločajo na koncev. Ti se moraš odločiti, da boš prodal, da bo nekdo pač sploh imel možnost kupiti, da bo tukaj stvari se ustavljeno in da ostane športna loterija v obliki, kot je do sedaj, in z lastniki, ki so do sedaj.
Za nami je največji državni praznik, in sicer dan državnosti. V počastitev le-tega pa ste imeli tudi letos slavnostno sejo. Ja, kot vsako leto je tudi letos potekala slavnostna seja, s čimer v bistvu se da še dodatni pomen in teža temu našemu, zgodovinskemu dosežku osamosvojitvi Slovenije pred 30 in več leti. Sedaj smo že zakorakali v julij, kmalu pa se pričnejo tudi parlamentarne počitnice. Ja, načeloma s parlamentarnimi počitnicami parlament, kot vedno, bo tudi letos začel 15. julija in traja tam do 15. avgusta. Ne vemo še, ali bo obdobje med 15. julijem in 22. še potrebno kakšne, delo opraviti v parlamentu, zato da bomo bolj mirno dočakali jesen. Zagotovo pa potem po 22. juliju ne pričakujemo nekih velikih aktivnosti za obdobje približno enega meseca v parlamentu. Gospod Props, najlepša hvala za vse te informacije. Hvala lepa za povabilo in lepo pozdravljeni.